Ampak zdaj smo zopet tukaj, ljudje, izmenjava modrosti, izmenjava pogledov. Gospod Ivo Boscarol, hvala, da ste se odzvali našemu vabilu, da tudi na ta način sodelujemo. Jaz sem si seveda malo pogledala, kaj o vas, še kaj več, kot je že itak v medijih, pa pri tem uporabila medije, se pravi spletno stran in podobno, in ugotovila, kaj je to pipistrel. To nima veze s Pippi Langstrumpf ali kakorkoli že, kar sem vedno tako malo potihe mislila, nikoli se nisem potrudila, da bi izvedela, kaj je. A kdo ve, kaj to pomeni? Pipistrel. A ste vi, ki ste roke dvignili od tukaj, če ste od tukaj potem ne velja? Ne, prosim. Ne, to pijem. Tako, da bomo odslej vsi. Ja, tukaj, evo, pipistrel. Reč ali pa informacija, ki me je fascinirala, pa je bila ta. Glede na to, kar vemo o vas in o vašem kolektivu iz medijev, mi je bilo pomembno, da ste v enem od intervjujev povedali, da vas pravzaprav izobrazba ljudi, ki pridejo k vam dela, niti toliko ne zanima, seveda je pomembna, ampak vam je ključna širina pogledov. In mislim, da je to ključno tudi za ta dva dneva tukaj, tako smo s takimi ali pa drugačnimi besedami tudi sami povedali, ugotovili, in da bo to tudi neke vrste vodilo današnjemu razgovoru tukaj, ki se bo potem razširil še v razpravo. Tako da zdaj predajam besedo gospodu Ivu Boscarolu, našemu gostu, dr. Karli Piciga in seveda moji kolegici Nevenki, ki bo vodila ta razgovor. Srečno. Hvala lepa, Zvonka. In naj bom kratka, kar takoj povežem na eni strani vas kot lastnika, direktorja visokotehnološkega podjetja in nas, poslovce, zlasti ženske, kako bi to povezala. In potem sem seveda našla odgovor v vašem sloganu Freedom of Flight, svoboden duh. In mi govorimo danes o tem, kako ta svoboden duh pravzaprav prispeva k temu, da se prilagajamo na spremembe. Ali ste Ajdovci v tem drugačni od drugih delov Slovenije ali pa od mednarodnega okolja? Hvala, da smo lahko v vaši strani. Ja, hvala za povabilo. Ajdovci smo mogoče drugačni edino zaradi burje. Danes imate srečo, da ni burje, drugače bi videli, da zna biti tudi cesta, pa avtocesta zaprta in tako naprej. Zato imamo zelo močne korenine, zelo težko gremo po svetu. Gremo pa dosti, ampak se vedno vračamo in gremo po svetu vedno tako, da potujemo z odprtimi očmi in ušesi in tisto, kar vidimo, navadno prinesemo nazaj. Jaz sem zadnjič v enem intervjuju, so me vprašali, kaj bi mladim priporočal, kaj naj naredijo za to, da bojo potem na trgu iskana delovna sila. Rekel sem jim, zberite denar za enosmerno vozovnico, pojdite v svet, vodite tam z odprtimi očmi in z ušesi neki let in potem se bo sigurno najdlo tudi slovensko podjetje, ki vam bo plačalo povratno vozovnico. Širina je dejansko tista, ki je pomembna. Veste, jaz sem hodil v šolo takrat, ko smo se morali na pamet učiti pesmice, ko smo morali znanje imeti v glavi. Danes, če pogledate naslednja nadstropja, moje znanstvenike, inženirje in tako naprej, in če vprašate, vam bo vsak rekel, da vam mora izobrazba dati širino, da vse svetovno znanje, ki je danes na dosegu leve tipke na miški, in to je dejansko res, znate uporabiti in nadgraditi v tisto, kar ga potrebujete. In zato je danes dejstvo, da se moramo vsi učiti vse življenje. Če meni nekdo reče, jaz sem študiral in zdaj imam diplomo in zdaj iščem delo, bolj verjetno za ta svet konkurenčnosti, ki se danes dogaja, ni več ta prav. Danes ste zlasti mladi, seveda se dosti mladih tukaj tečete, skačete, nobene več ni zadovoljen s tem, da je drugi. Vsi smo lahko drugi, prvi je samo eden. In širina, ki jo morajo ustanove dati, ne glede na katerem nivoju, že v otroškem vrtcu bi morali
otroke vzgajati, kako se z denarjem dela, kako se s premoženjem dela, da jih ne bi bolj v življenju ljudje drugi imeli za norca. Če imaš to širino, potem si dober kader za vse, ker najboljša naložba, ki jo lahko v življenju naredite, je naložba vase. Danes smo vsi na trgu in če hočete jutri se prodati, morate najprej vase vlagati. In na to na vseh področjih, predvsem na področju vrednot. Veste, danes smo tudi v Sloveniji, tudi drugje po svetu, vrednote dali na drugo mesto. In to je zelo velika napaka. Na vseh področjih, od zdravstva, ne nazadnje do religije, do rimokatoliške cerkve, do podjetništva in tako naprej. In dokler bomo delali tako, da bo na prvem mestu profit in neuspeh, bomo imeli zelo velike težave. Na vseh področjih, na odgovornosti do zaposlenih, sozaposlenih, kupcev, dobaviteljev, okolja, ne nazadnje. Če smo samo odgovorni, potem lahko delamo na dolgi rok. Biti uspešen na kratki rok je zelo enostavno. Zelo enostavno. Biti uspešen na dolgi rok pa ni več tako enostavno. Veste, pri streljenju redkih slovenskih, pa verjetno tudi širših podjetij, ki v 28 letih ni imelo niti eno leto izgube ali pa negativne rasti in tako naprej. V 28 letih je mene zapustilo 7 ljudi, od 150 jih imamo zdaj zaposleni. Veste, če damo vrednote na prvo mesto, se da tudi biti uspešen, verjemite mi. Ampak razlika je v tem, da ste potem lahko na to ponosen, ne samo vi, ki to delate, ampak tudi vsi tisti, ki so ustvarjajo tisto zgodbo o uspehu. Ampak glede na to, da danes jaz ne vodim pogovora, tako kot doskrat, bom prepustil mikrofon svede voditeljci, da me ne bo. Mene je treba ustaviti doskrat, se poveste. Lepo, hvala, smo želili vaših besed, ampak omenili ste odgovornost in vlaganje vase. In mi smo cel dan zazrti v simbol na govorniškem modru, na tega Pipija, Pileta. On pravzaprav svojo svobodo ne prizadane nikogaršnje svobode, ker Poleta komunicira z okoljem in se izogne v veri. Tole vlaganje vase je počasih lahko tudi na račun skupnosti. Sprašujem vas pravzaprav o razmerju med posameznikom in skupnostjo. Vi ste svoj kolektiv očitno zgradil v skupnost, če je v dolgem času tako malo ljudi odšlo. Ja, veste, pravite tisti, ki visoko leta daleč vidi, ne? Netopiri sicer ne letajo prav visoko, ampak so vseeno v zraku. In za si zgraditi zgodbo, ne, ali pa za iti za tistim svojim vodilom, ki ne bi bil uspeh, ker dan danes je uspeh bolj pomemben, še mogoče, kot je bil, ne. Uspeh je vse, veste, ne nazadnje tudi dočakati take leta, ko jih imamo, je uspeh, ker verjetno poznamo kakšne vrstnike, ki jim to ni uspelo. Iti čez cesto, brez da te avto povozi, je tudi uspeh in tako naprej. In doskrat je zlasti na mojem področju zelo pomembno to, da vidiš različne možnosti do uspeha. Pot do uspeha ni samo ena, ne? Veste temu, včasih so rekli, internet je tako narejen, da po kateri poti greš, prideš do cilja, danes se to bolj popularno govori o blockchainih in tako naprej. Ampak mi si moramo zastaviti en cilj, ne? In ta cilj mora biti vedno višji, kot smo ga sposobni doseči. Jaz sem bil pred leti promotor Evropske komisije za ta mala in srednja podjetja, ker sem enkrat na enem predavanju rekel, da si moramo postaviti cilje previsoko, ker visoko si jih postavljajo vsi. Če si postavimo previsoko, potem bomo dali sleherno svojo energijo v to, da ta cilj dosežemo. In tisti, ki si zna okrog sebe narediti ekipo, ki se zna vključiti v sistem, potem lahko tudi sred puščave prodaja pesek. Ker, veste, da danes ne moremo praktično več nič sami narediti. Znanja, ki je potrebno, tehnologije, ki so potrebne, nastop na trgu, ki je potrebno. Če pogledate celo proizvajalce avtomobilov, odprete, ne vem,
pokrov motorja od BMW-ja, pa vidite, da ima noter motor od Renaulta in tako naprej. Brez sodelovanja danes ne gre. In brez ekipe, brez sodelavcev tudi ne. Jaz vedno rečem, da sem ponosen, da imam najboljšo ekipo na svetu, ker če ne bi tega dosegli. In to je res. Ampak danes morate ekipi pustiti, da diha. Danes mora ekipa biti ponosna na to, kar naredi. Mora imeti eno sigurnost v to, da bo jutri lahko še to počela. Danes mladi radi povejo in so ponosni na to, kje so v službi, kaj delajo. In če jim to nudite, potem je tako ekipo v bistvu zelo enostavno narediti. Ja, ste to omenila, lejte, ko smo mi leta 2011 prvič zmagali, oziroma tretjič zmagali takrat na nas in smo dobili to, ta 1.300.000, takrat je bilo to večja nagrada, kot je Nobelova, še zdaj, ne, in največja v zgodovini letalstva, so moji znanstveniki z višjih nadstropij tukaj imeli ponudbe po $200–250 tisoč na mesec od nas, Googla, Norton Grumana in tako naprej. Pa meni nobeden zapustil. Tukaj imajo 5-krat manj lahko, ali pa še več. Zaradi tega so rekli, tam bi bil eden od množice, tukaj pa vem, kaj lahko delam, vprašam, a bomo lahko naredili, ti takoj poveš, ne rabim 15 nivojev odločanja in tako naprej, ali lahko naredimo, ali ne moremo narediti. Veste, vse to je danes pomembno in to gradi potem ekipo in edino ekipa lahko gradi uspeh. In seveda, posebno v takem podjetju, kot smo mi, veste, letalo ima 6000 sestavnih delov, ima 30–90 lahko sistemov, mi zaposlujemo praktično vse profile ljudi, tudi družboslovce, ne, a veste, ker tudi na koncu letalo je tudi socialni produkt, a veste, nekdo ga prime, nekdo se mora v njemu dobro počutiti in tako naprej. Ne sme obremenjevati okolja in tako naprej. Še ko sem jaz začel to filozofijo pred 20 leti, da mora biti letalo neslišno, da mora porabiti manj benzina, da ne bo obremenjevalo ljudi, so se mi vsi smejali. Danes seveda imajo vsi težave, da nas sledijo. Mal vizionarja mora tudi človek v življenju biti, mal mora imeti sreče, predvsem pa mora imeti srečo, da zna delati z ljudmi in da se zna narediti ekipo. To je sigurno najbolj pomembno. In se najlepše zahvaljujem organizatorjem, da so mi določili to čast, ko sodelujem v tem intervjuju, v tem panelu. Razlog je predvsem v tem, da je gospod Boscarol eden od avtorjev tudi knjige Integralna Green Slovenija, se pravi o modelu integralne zelene Slovenije. Kot sem povedala dopoldan, smo podjetje Pipistrel povabili k sodelovanju, ker nam predstavlja zgled zelenega podjetja, ki ima sicer konvencionalno lastniško strukturo, ampak je pa in tudi recimo je zelo učinkovito pri aplikaciji sodobnih pri razvoju in aplikaciji sodobnih tehnologij, hkrati je pa tudi zelo družbeno odgovorno. In zdaj bi vas povabila, da razmišljate, tako kot recimo je tudi mene različno, ko sem prebirala vaše prispevke, zakaj ste se odločili, da greste po poti zelenih tehnologij. Seveda gre za odgovoren odnos do okolja. Verjetno ste tudi ugotovili, da so tukaj priložnosti, da se okoljske tehnologije zelo hitro razvijajo, trg raste in to je perspektivna pot za prihodnost. In kako ste to mogoče povezovali ne samo s družbeno odgovornostjo, z vašo odgovornostjo, ampak tudi, a vas je kaj navdihnila kultura tega okolja, v katerem ste odraščali in delujete. Vi imate vrhunski dizajn, potem tudi ste zelo uspešni tudi zaradi tega. Kako vidite potem ta odnos do skupnosti, tudi v kateri delujete, oziroma vi ste si ustvarili tudi svojo skupnost znotraj podjetja in v tem smislu, kar vas danes poslušam, razvijate sodelovalni duh, kar je pa ena od ključnih kompetenc pri tistih kompetencah priročnikov, ki sem ga danes omenila o vzgoji in izobraževanju za cilje trajnostnega razvoja.
Ja, ena od velikih sreč, ki jo jaz imam, je, da sem bil rojen in da živim v Sloveniji. Veste, Slovenija je ena redkih držav, ki je skoraj 70% pokrita z gozdom. Dihamo enega najčistejših zrakov na svetu, imamo eno najbolj čistih voda, imamo ogromno obnovljive energije, tako vodne kot tudi vetrne in tako naprej. In če potuješ po svetu in vidiš, kaj se zunaj dogaja, kakšna je atmosfera tam, kakšne so tudi nazadnje obremenitve, zvok, hrup in tako naprej, potem veš, da lahko primerjaš pot, ki jo imaš doma, s tistim, kar bi drugi tudi radi imeli, ampak nimajo. Jaz sem potoval že praktično od srednje šole naprej. Ne vem, koliko veste, jaz sem 10 let živel od fotografije, sem študiral sicer ekonomijo, ampak sem s Tomažem Domicelijem prepotoval praktično v svet. On je pisal, sem fotografiral, jaz sem bil fotograf za Stock, Jukebox in tako naprej, v glavnem za muziko, in zato sem dosti potoval in sem videl tudi še za časa Jugoslavije druge sisteme. In ko je potem ta moj hobi začel preraščati v potencial, da bi nekaj tudi to delal, sem rekel, če bom nekaj delal, ne bom delal tako, da bom okolju škodil. In sem že od vsega začetka načrtoval, na začetku sem bil seveda skoraj one-man band, letala, da so lahko letela tudi brez moči motorja, tako da se pravi, če motor odpovedal, da so lahko jadrala, zaradi tega so rabila manj energije, če so potrebovala manj energije, so potrebovala manj goriva, so ustvarjala manj hrupa in tako naprej. Takrat sem bil najbolj neumen, če lahko temu rečem, načrtovalc ali pa proizvajalc letal na svetu, ker je bil benzin zastojen, hrup ni bil pomemben in tako naprej. Ampak skozi ta leta in skozi to filozofijo, ki sem seveda vcepil mojim sodelavcem in so jo sprejeli, smo mi toliko napredovali na aerodinamiki, na pogonih, da smo lahko leta 2007 naredili prvo električno dvosedežno letalo na svetu. Takrat so se spet vsi smejali, so rekli, aha, boš kabel za sabo vlekel in tako naprej, kako električno letalo, a rabiš baterijo s sabo, pa tako naprej. No, ampak, veste, jaz sem bil že zelo dolgo prepričan, da to, kar je gospod Siemens pred 100 in tolikimi leti naredil, namreč človek, ki je kriv za to, da smo mi danes tukaj, da se slišimo, da luč gori, da imamo mikrofone, da oni snemajo tukaj in tako naprej, so krili sicer 4 ljudje, ampak najbolj znani gospod Siemens, ker je iz mehanske sile z trajnimi magneti spremenil energijo v električno energijo. Brez električne energije bi se ta svet vrtel bistveno drugače, kot se danes vrti. In če pogledate, električna energija je poleg geotermalne energije iz sončne energije proizvedena najbolj čista energija, kar je lahko. Sonce nam v manj kot 2 minutah da na Zemljo toliko energije, kot jo človeštvo potrebuje v celem letu. In posledica sončne energije so popolnoma vse druge energije. Tudi nafte ne bi bilo, če ne bi bilo sonca, ker ne bi bilo fotosinteze, vode se ne bi premikale, nič, nobene druge energije, razen geotermalne. In ker je električno energijo možno proizvajati praktično povsod, dela to, kar seveda na glas nobeden ne bo povedal, zaradi tega, ker se naših dobaviteljev iz Bližnjega vzhoda še vedno bojimo, ampak električna energija je edina, ki naredi kontinent ali pa državo neodvisno od proizvajalcev nafte. In zato sem bil vedno prepričan, da bo mobilnost, ne samo letalska, prej ali slej električna. Ker bo čista, ker bo tiha, ker se da enostavno krmiliti, ker ne bo obremenjevala atmosfere, ker lahko pusti našim zanamcem tak zrak, kot ga imamo mi. In zaradi tega sem rekel, če sem jaz v letalstvu, je moje poslanstvo, da tudi letalstvo, ki je tretji največji onesnaževalec na svetu, poskusim narediti manj umazano oziroma bolj okolju prijazno, kot je zdaj. In zato smo v to smer šli. Veste, človek
lahko preživi tudi mesece brez hrane, nekaj tednov brez vode in samo nekaj minut brez zraka. In če pogledate kakšne fotografije iz vesolja, boste videli, da je Zemlja zelo lepa in okrog ima tanek svetlo moder obroček. In to je ta atmosfera. In to atmosfero vsak dan onesnažuje približno 300.000 letal. To atmosfero vsak dan onesnažuje nekaj 10 milijonov avtomobilov, vsa kemija, vsa industrija in tako naprej. In če ne bomo na temu nekaj naredili, bomo imeli najprej probleme zaradi zraka, ne zaradi drugega. In seveda, ker je tehnologija potem mi kazala neko okno, tako da bi lahko naredili bolj energetsko učinkovita letala, smo pač v to šli. Kolikor smo imeli denarja, seveda, ker mi smo se vedno financirali s tem, kar smo proizvedli in kar smo lahko na kakšnih razpisih dobili denarja, kar nam Slovenci zelo očitajo, ampak če bi bil v Ameriki, bi dobili tega denarja mogoče 1000-krat več in da smo morali nazmagati na raznih natečajih in tako naprej. Ampak uspel sem prepričati svojo ekipo, da je to prava pot in da smo šli v to smer na vseh področjih. A veste, 2007 smo naredili drugi objekt, ki je tam, je bil takrat objekt z največjo sončno elektrarno na Balkanu, je imel leta 2007, pred 10 leti, 11 sistemov za pridobivanje in racionalno rabo energije in je popolnoma energetsko neodvisen. Ima geotermalne sonde zaklejene, ima po celim objektom skladiščenje energije, kar proizvedemo več poleti, da imamo za pozimi in tako naprej, ima okne obrnjena na sever, skratka vse te sisteme. Vsa naša letala so tako narejena, da so najbolj varčna na svetu. Mi za novo leto ne pošiljamo papirnatih čestitk, zaradi nas ne bojo padla drevesa. Naši ljudje vozijo hibridne, električne avtomobile. A veste, ta Ecolution, če greste na našo spletno stran, boste videli, to je cela filozofija, v katero verjamemo. In verjamemo že dolga leta, danes seveda je to strašno fajn. Zadnje sem bil na eni prireditvi, da bomo prodajali certifikate, energetske ničnosti in tako naprej. Fajn, ok. Ampak dejstvo je, da če ne verjamemo v to, je težko karkoli narediti. A veste, tudi v družini. A veste, če ne verjamete, da boste drugo leto avto kupili ali pa ne vem, to ne boste to. Človek mora biti prepričan vas. Vedno rečem, da ovire so samo v glavi. Drugih jih ni. A veste, ja, in če se v to prepričamo, pol je vse lahko. Veste, 2010 leta je začela tista kriza, je bila najhujša kriza v zgodovini moj. In mi imamo malo kasneje, tako za novo leto, v decembru imamo navadno eno tako novoletno žurko. Lansko leto smo prvič tukaj imeli. In pol imam jaz ten govor in povem, kaj smo naredili, pa kaj bomo naredili. Ta govor je vedno predolg, tako kot sem vedno pravijo. Ampak pohvalim tiste, ki so bili pridni in tako. Ampak sem rekel, veste, prihaja kriza. Mi delamo luksuzni izdelek. Mi ne delamo čevljev, ne proizvajamo kruha in tako naprej. Ta prva stvar, ki se bo porezala, bo luksuzni izdelki. Lahko drugo leto bo moral tako kakšnemu pogledati v oči in bom rekel, večte, ne rabim več. Do zdaj se to ni zgodilo, sem rekel. Ampak ne vemo, kaj bo drugo leto. Ampak že letos moramo biti pa zadovoljni in zdaj moramo nazdraviti in se veseliti, ker drugo leto, oktobra meseca, bomo zmagali na nasi in bomo Američanim pobrali 1 milijon 300, ker bomo najboljši na tekmovanju. Sam par sekund je bila tišina. Potem so šle vse roke v luft in so rekli, bomo. In smo zmagali. Ampak, ker smo bili v Ameriki in so nam balanseri zgoreli in ker mi je glavni inženir poslal SMS in napisal Ivo Game Over, sem rekel, ok, pogremo pa domov, če ste brali mojo knjigo NASA blog, ne vem, boste videli, so oni pol rekli ne in so postavili Skype že takrat domov in so z mojimi inženirji doma dobili rešitev in potem smo šli naprej in smo zmagali. A veste, zaupanje je tisto, ki dela potem uspeh. Ne glede na to, ali zaupate sebi, ali ekipi, ali vladi, ali politiki, ali komorkoli. Če si zaupamo, potem smo lahko uspešni. Kar ostavite, ne?
lepa hvala za to logiko in pravzaprav iztočnico za zadnje moje vprašanje, ker potem bomo seveda dali tudi kolegicam, kolegom priložnost, da te vprašajo oni. Zdaj ste govorili skoraj tako, kot je delovala naša košarkarska ekipa. Zaupanje, ne denar, ta motiv. In tudi to ste povedali, da pravzaprav naša, zdaj bom kar rekla, slovenska logika v smeri samooskrbnosti in enega izjemne občutljivosti do narave, vi ste rekel recimo do tega zračnega oboja, ki je res krhek in droben, videc vesolja, vodilo. Torej bi bil lahko tudi to delno odgovor za to knjigo in za gospod Piciga, da ste reprezentant seveda slovenskega okolja. Ampak zdaj res k vprašanju. Zato, da se to zaupanje razvije, da razvoj teče, so potrebne seveda čim manjše razdalje v skupnosti. Mi pa smo danes priča dvema razdaljama in jih bom namenoma pretirala, da vas izzovem, kako ju preseči. Ena razdalja je med tem, da se mi, kot izobraževalci odraslih, vsaj včeraj smo se skoraj cel dan utvarjali z ranljivimi skupinami. Tistimi, ki se ne bi učili, ki imajo predsodke, ki so ranljivi, ki so oddaljeni, ki nimajo možnosti, skratka, s tistimi, ki nismo slučajno pritličili. In v zgornjih nadstropjih vertikale so ljudje z vrhunskim znanjem, besno motivirani, ki vzpostavijo Skype, da rešijo game over, kot ste rekli. To je ena ta razdalja, ki jo je potrebno premoščati. Druga razdalja, bom spet rekla malo pravzaprav namenoma pretirana, je to, da podjetniki sami ustvarjate denar. Mnogi tule smo iz javnih ustanov, ki pravzaprav živimo tudi iz tega denarja. Torej, v javnih ustanovah milijonarjev ne bo, zgornja meja je. Hkrati je to pravzaprav eno neprijetno tiho nasprotje, venomer. In ni dobro, da je, ker pravzaprav smo na skupni ladji in gremo v skupno smer, želimo biti v skupno smer. Kako pravzaprav preseči ta dva tipa nasprotja? Jaz bom spet rekel, da tudi razdalje so samo v glavah, tako kot so ovire. Veste, nikdar ni bilo toliko možnosti sinergije, kot jo je danes. In tudi tehnologija jo omogoča. Jaz sem bil zadnjič dol po Avstraliji, sem gledal, kako poteka izobraževanje. Praktično noben otrok ne hodi v šolo. Vsi so doma pred Skypeom. Veste, tudi tukaj neki nadstropji razlike je v glavnem v glavah. Meni so rekli, ko sem jaz zaposlil prvega doktorja znanosti, so se moji kolegi podjetniki, so rekli, ja, in kaj mu boš dal za delati? Sem rekel, nič mu ne bom dal za delati. On bo nas učil, kako lahko začnemo sodelovati z akademsko sfero. Ker v Sloveniji in drugje je znanja ogromno, ki ga jaz ne bom nikdar mogel imeti in kupiti v podjetje, ampak rabim ljudi, ki so odprti in ki mi naredijo mostove do akademske sfere. In jaz vam povem, da v Sloveniji ni univerze, ali pa malo srednje šole, da nimamo kakšnih kontaktov ali sodelovanja, ne vem kaj, ni inštituta po svetu, če je sinergija, da z njih ne sodelujemo. In vam povem, da tudi moji zaposleni hodijo predavati na osnovne šole, na krožke, take in drugačne in tako naprej. Če je motivacija, se to zgodi. Glejte, mi imamo tudi za prenos znanja imamo in ta koncept, da tega nikdar ne zaračunamo, smo pa zelo srečni, če lahko tam, kamor gremo predavati, niti potni stroškov in tako naprej, če lahko kdo kaj donira za dobrodelne namene. In vam povem, ta koncept je zelo, zelo uspešen. In motivira, ne samo nas, motivira tudi tiste, kamor pridemo. Tako da, jaz mislim, da razdalj sploh ni. Razdalje se znajo umetno ustvariti, ker so mogoče v interesu nekoga. Vendar sem zelo srečen, če lahko temu rečem, da se tudi v svetu to spreminja. Slovenci smo mogoče malo bolj zaprti. Jaz ne bom rekel, da smo majhni, doskrat smo oski.
Veste, če greste po svetu, ni noben problem človeka, ki ga nisi nikdar videl in se usedeš v restauraciji zraven njega in tako naprej, ogovoriti in se z njim pogovarjati in tako naprej. Ne? Prvi bo te čudno gledal in bo rekel, kaj se mi dva poznava. Ne? A veste, to nam malo manjka in hvala Bogu, tudi naši mladi hodijo po svetu in upam, da bomo malo to nazaj prinesli. Ker, veste, tega, da si bil v službi celo življenje in to čez cesto in delal eno in isto stvar, tega ne bo več. Ne? Zadnjič mi je ena gospa rekla, ma kaj ne naredim, a veste, da je šla firma v stečaj, kaj ne zdaj naredim? Ja, hvala Bogu, gospa, da je šla v stečaj, boste šla v drugo in se boste tam nekaj drugega naučili in boste znala dve stvari delati. Ja, ma sem celo življenje delala v enem podjetju. Veste, gospa, tega ne bo več. Ne? Veste, in to sprotno učenje, ne, izpravim, ne, veste, sprotno učenje, s tem mislim dejansko vseživljenjsko učenje bo potrebno. Sej, nekateri boste imeli mogoče tudi to nesrečo, da boste šli v penzijo. Jaz sem tista generacija, ki sem toliko star, da se mi penzija vedno toliko odmika, da ne bom nikdar dočakal penzije in hvala Bogu bom lahko celo življenje delal. Ampak nekateri boste šli tudi v penzijo in boste morali nekaj početi. In verjemite mi, da se bo fajn, da se boste nekaj učili. Moja sestra ima 73 let. Ima to srečo, da ima hčerko na Novi Zelandiji. A veste, koliko njenih vrstnikov zna tako uporabljati vsa družbena omrežja kot ona? Malo. Ne? A veste, vsako stvar moramo gledati kot možnost, kot potencial, ki nam je dana zaradi tega, ker smo v nekaj vrženi. Ne? Včasih so rekli, vrhal v vodo, da bo plaval. Ja, hvala Bogu se naučil, ker če ga ne vrhal, ne bi nikar znal. Ne? In tako smo danes, veste, vrženi v ta svet konkurenčnosti, ki cel svet je postalo eno tržišče. Ne? Spravim tudi, dejansko cel svet, ne, tudi vsa tržišča, vse na dosegu leve tipke na miški, spet bom uporabil ta izraz. Ne? Ampak dobri trgi so vedno bolj daleč in vedno bolj zahtevni. A veste, ko sem jaz začel, ali pa tudi pred leti, je bilo na mojem področju, pa verjetno še tudi na kakšnem drugem področju, ogromno nekega bleta. Vsi so imeli najboljše letalo, vsi so imeli najhitrejše letalo, vsi so imeli skratka najboljše. Danes, a veste, če je 1 milijon ali pa 1000 ljudi zadovoljnih, za to ne ve nobeden. Ampak en kupec, da ni zadovoljen, s pomočjo družbenih omrežij, Facebooka in vsega, v 10 minutah sporoči to celemu svetu. In ni več prostora za blet. Hvala Bogu. A veste, zaradi tega prihaja čas, ko bo res treba delati na dolgi rok, to, kar mi že delamo vsa leta in pravimo, ni pomembno, koliko v tistem letu ustvariš profita, ampak je pomembno, da boš čez 10 let še na trgu. Lepo, hvala. Beseda je vaša. Petra Javrh. Eno vprašanje bi imela, zanima me, koliko se ukvarjate z umetno inteligenco, kot recimo nekaj področjem, ki se mi zdi, da bo vsaj meni osebno zelo zaznamovalo prihodnost. In me zanima tudi, če lahko malo poveste o tem, kako vi vidite izhod ali pa rezultat vpliva mogoče čez 5 let, 10 let, pa mogoče tudi še malo naprej. Fajn, prišla za moje področje. Prvo bom to rekel, ne? Jaz na takih zadevah, kar dosti predavam po celem svetu. In razlika med Slovenijo, recimo, in Združenimi državami Amerike ali pa kje drugje, a veste, kakšna je? Da v tistem trenutku, ko končamo tisti prvi del in ko potem povezovalc reče, ne, a bo kdo kaj upra, so že v Ameriki vse roke v luft, ne? Pri nas pa vsi čakamo, da bo najprej drugi. Tako da bo spal vsa čas. Kar se tiče umetne inteligence. Ne samo z umetno inteligenco, tudi s strojnim učenjem, tudi z tehnologijami, ki prihajajo, se seveda zelo dosti ukvarjamo. To je naš praktično core business. Ne?
Ne vem, koliko ste spremljali, letos aprila meseca sem jaz tudi imel na konferenci v Dallasu eno daljšo predstavitev, ko nas je Uber izbral kot enega od 4 izdelovalcev tako imenovanega električnega mestnega letečega avtomobila. Uber, poznate Uber, v Sloveniji ga nimamo, ker seveda imamo malo kakšno ozkost tudi na tem področju. Ampak, veste, v velikih mestih je danes tako, da če hočete, posebno če so kakšne reke ali pa zalivi in tako naprej, da če hočete prijeti na letališče ali pa z enega konca mesta na drugega, to mesta ima mogoče 30-40 km premjera, rabite uro in pol, vsako smer tudi za službo, ker imate traffic jame, imate zastoje, dihate onesnažen zrak in tako naprej. Če bi šli iz nebotičnika na nebotičnik, je to 5 do 7 minut, je cenejša zaradi tega čisto, ker ta letalniki, mi pravimo, ker to bo nekaj med helikopterjem, letalom, avtomobilom in pa kapsulo, nekaj takega, bo popolnoma električno, poletalo bo navpično in seveda zelo hitro letelo, prevažalo bo tam nekje 4 do 6 potnikov. No in ta sistem bo v končni fazi seveda popolnoma avtomatiziran. Tako kot bojo seveda tudi avtomobili, to moramo vedeti. Zato, da so lahko te stvari avtomatizirane oziroma avtonomne, morajo znati se odločati, morajo znati podatke sprejemati, morajo znati podatke obdelovati in se tudi same odločiti. Te zadeve se bojo komunicirale med sabo, bojo komunicirale s tlemi, bojo komunicirale z vašim mobilnim telefonom, seveda z vašim telefonom, ali pa ne vem, jutri, če bomo imeli čip v rokah, vgrajen in tako naprej, bojo morali vedeti, kam vas pridejo iskati, kot to bo javni prevoz, kjer naj vas odložijo in tako naprej. In zaradi tega seveda zelo dosti delamo na tem. Veste, procesor, en tak majhen procesor, če ga ne vidimo, lahko na sekundo obdela nekaj triljonkrat več podatkov, kot jih lahko obdelajo človeški možgani. In to je v zadnjem času omogočilo, da vsi, bom rekel, ti podatki, kot jih recimo zajema ta filmska kamera pred nami, jih lahko ta procesor obdela in če imamo več kamer, jih lahko postavi v prostor in vidi, kje to je. Torej imamo praktično umetne oči, lahko ocenjujemo razdaljo in tako naprej. Strojna inteligenca, strojni vid, strojno učenje, to so vse novi izrazi, ki se s tem v povezavi pojavljajo. Obstajajo programi, vsak dan več jih je, tudi mi jih sami ustvarjamo, da učimo računalnike, da se sami odločajo. Ker te stvari se bodo morali same odločiti. Kako to zgleda, da boste razumeli, vam povem z enim takim kratkim primerom, ko je treba nekaj kako vedeti. Vsi poznamo tisto igrico, zelo enostavna igrica smo imeli na računalniku, gor so bile opeke tako postavljene, nad opekami je bil prazen prostor, spod je bil spet prazen prostor, pa ena ploščica in kroglica. In s tisto ploščico smo mi smo premikali in ploščico odbijali in razbijali te opeke. No, zdaj obstaja program, recimo, eden prvih je bil ta, da smo mi dali programu, računalniku, 4 ukaze oziroma 4 navodila. Prva kot prvo, ploščico lahko pomikaš levo in desno. Drugo, imaš kroglico, ki se odbija in se vedno odbije pod istim kotom v nasprotno smer, kot je priletela. Tretja, kroglica ti ne sme uideti mimo ploščice. In četrta, v čim krajšem času moraš razbiti vse opeke. In računalnik se je začel igrati. Po 186 igricah mu kroglica ni več ušla. Po 270 igricah je pogruntal, da je najboljša varianta, da kroglice zabija vedno v en vogal, da naredi tam luknjo
da gre kroglica na vrh in sama razvija zgornje opeke in v tem času in tako najhitreje naredi. In po 500 in ne vem točno številke igricah je dosegel računalniški maksimum kratkega časa, v kolikem času lahko to naredi. To je strojno učenje. In v bodoče seveda ne bomo mi več potrebovali se učiti. Polno poklicov bo izumrlo, to moramo vedeti. Polno bo nastalo novih, ki jih danes ne poznamo. Jaz sem prepričan, da današnji otroci, ki se danes rodijo, bojo delali v življenju vsaj 70% ali pa 70% poklicov, ki danes ne obstajajo. Kar se pa moramo, gospa, vsi bati, je pa to, da moramo te otroke naučiti, kako se bodo znali braniti pred to tehnologijo, ki bo zelo nevarna, zelo problematična, če ne bo uporabljena v prave namene. In to mora biti nov učni predmet v šolah ali pa v kakršnikoli ustanovah, kako ljudi naučiti tehnologijo uporabljati sebi v prid in kako se od nje braniti, ker to bo eden največjih izzivov človeštva v bodoče. Veste, ko se enkrat ubijajoč robot, ali kako se temu reče, robot, ki ubija, začne učiti sam, pol bomo imeli večjo težavo kot z atomskimi bombami. Hvala lepa. Še dve pa. Imam eno izzivalno vprašanje za vas. Mi vsi pripadamo nekje strategiji oziroma filozofiji vseživljenjskosti učenja. Zato se ukvarjamo z vprašanjem odraslih. Politiki imajo to besedo ali pa gesto kot sredstvo za pridobivanje političnih točk. Zato, da to uporabljajo, naredijo pa nič. Če bi bili vi politik, kako bi uveljavili strategijo vseživljenjskosti učenja? Ja, ravno danes me je gospa Lidija Krenklicala je rekla: gospod, a boste vi kot bivši vodja Peterletove kampanje prišel 22. zvečer v studio komentirati predsedniške volitve. Jaz sem namreč v politiki bil, veste. Ker sem bil tako naiven, da sem mislil, da se v politiki da delati po podjetniško, da se da videti in meriti rezultate in da če nekaj narediš, da je to lahko sprejeto pozitivno. In po 3 letih sem gotovil, da je bila to ena moja največjih, bom rekel, ne napak, ampak napačnih presoj v življenju in sem se bolj odločil leta 2007, da rajši svojo energijo dam bolj v kaj takega koristnega, kar se da videti. Drugač pa sem politiko ravno toliko povohal, da vas popolnoma razumem, kar pravite. Namreč, veste, jaz volitvam pravim čas pravljic, in takrat vsi vse verjamemo in vsi politiki vse obljubijo, ampak potem po volitvam vsi to pozabijo. Tako da to je dejansko pravljice. Je pa res nekaj, da odločitve za vse nas, tudi za me, tudi za nekaj, ima pa v rokah politika. In to je dejstvo. In to je dejstvo povsod, ne samo pri nas. Čeprav jaz, ko hodim po svetu, vidim različne politične organiziranosti, jaz pravim tako, da imam skoraj raje pametnega in korektnega kralja, pa butast in skregan parlament. Ker vsaj lahko nekaj naredim. Ker to, kar se pri nas dogaja, da imamo 49-51 ali pa v najboljšem primeru 51-49, da na dolgi rok ne moremo nič narediti, jaz sem to takrat na svoji koži ugotovil, pol je to problem. Ampak politika bo vedno obljubljala, ker, veste, eden od ciljev politike je, da vlada. Rezultati so pa navadno vidni v naslednjem mandatu in ta politika razen asfaltiranja cest nima kaj dosti za pokazati. Tako da, če hočete poslušati, to ni moj nasvet, ampak moj pogled na to, ne se obremenjevati s tem, kaj politika dela, ker svet bo šel naprej tudi brez nje, to, kar šlo do zdaj. Hvala, še dve, potem zaključimo. Gospa je bila tam.
Lep pozdrav, Brigida Kruder, Ljudska univerza Slovenska Bistrica. Imam eno zahvalo, eno prošnjo in eno ponudbo za vas. Zahvala se glasi na temu, da smo lahko parkirali naš električni avtomobil pred stavbo. Vem, da to za vas ni nekaj eksotika, za izobraževalce odraslih pa zagotovo je. Torej, naš električni avto, s katerim sva se pripeljale, da ne bo pomote, mi sva ga piščale, vlekle in še kaj drugega počeli z njim v Ajdovščino, je zunaj pred vrati in veseli bova, če lahko izkušnje električne mobilnosti, stare sicer šele dober mesec, z veseljem delimo z vami. Vprašanje, oziroma to se nanaša na dejstvo, ali vas lahko kdaj citiram. Ste izjemno ugleden v naši družbi in rekli ste, električna mobilnost je mobilnost prihodnosti. In pri tem seveda pripišem vaše ime. Namreč, ko si je 5 žensk na Ljudski univerzi kupilo električni avto, so rekli samo babe zmešane. Naslednje pa je še to, da bi rada kolege opomumila, zakaj smo se tako odločili in dala nekaj municije, bom rekla, s katero bodo lahko, ne bom rekla streljali, pa se pogovarjali z lastniki. In sicer, od Slovenske Bistrice do Ajdovščine je 187 km, pravijo zemljevidi na spletu, in če bi prišli s klasičnim avtomobilom, dovolj sodobnim, bi na najnem potnem nalogu pod ceni 0,37, saj vemo, bil obračun poti v eno smer 69 €. Pa nekaj malega, torej dajmo zaokrožiti na 70. Kalkulatorji raznorazni na spletu povejo, da če je avto bencinski, bo zato porabil 17,2 €, če je dizelski, bi ta znesek bil nekoliko manjši, ampak še vedno 13 €. In glede zvonka lahko vklopite program za listi in midve se vozila za 60 centov na kilometer. Seveda, kadar polnimo avto doma v naši hranilnici, bi torej pot do Ajdovščine stala 1,2 €. Ampak do vas iskreni, pošteni, stali smo na Lomu, Petrolu, kjer so bajdove stali tudi naši kolegi, in sva 24 minut polnile po 11 centov, kar pomeni, da bomo prištele še 2,64 €. Torej bi naj na pot do Ajdovščino stala 3,86 €, ker pa sva spile vsaka eno kavo, bova zaokrožila tole delico na 6,86 €. Ali si predstavljate, kakšna je to razlika med potnim nalogom za 6 ali pa za 70 €? In to seveda moramo predložiti še 2. Res je lepo Ajdovščini, ampak mi greva domov. Najcenejši približni prevoz bi bil prevozi.org, ki ponuja opcijo 8 €. No, če to ni dovolj, bom na dušo naložil še kilograme CO2, ki ga boste spustili v zrak, ko se boste predali domov. Zopet sva izračun naredili na najin, dovolj sodoben avto, ki ima porabo 6,5 benzina in pravijo izračuni, da bi proizvedli 5,4 kg ogljikovega dioksida. Jaz sem bila skromna in v duhu te mobilnosti, ko se avtomobile delimo, to smo že pred enim tednom med glas govorili, predvidevala, da ste se pripeljali po 2. Torej v eno smer 216 kg CO2, in ker greste še nazaj, nič ne bom leporečila, pol tone, po tamalem, da smo si najjasneni. In na koncu, gospod Boskarol, še ponudba. Če boste želeli tisto vaše vozilo, ki gre od stavbe na stavbo, pa tako testirati, Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska 22, največje veselje. Zdaj, če začnem na koncu, ta prvih 5 vozil bo moralo seveda iti leta 2020 najprej v Dallas in pa v Dubaj in v Šanghaj. Tako da boste morali malo počakati, ampak jaz sem prepričan, da prej slej bomo tudi to naredili. Če se vrnem na začetek, 800 metrov stran od tukaj je naša prva stavba, na njej je tudi prva polnilnica za električne avtomobile v Sloveniji na sončne celice, ker smo naredili takrat, ko sem jaz od Toyote dobil prvega plug-in Priusa za testirati 2 leti kot njihov promotor. Jaz sem bil namreč prvi evropejski imel hibrida Priusa, sem ga takrat direktno iz Japonske leta 1999 uvozil in sem bil 16-krat na LPP-u, da sem dobil slovenske tablice, ker nismo mogli niti plinov izmeriti, ker nismo mogli 2 motorjev pisati in tako naprej. Tako da, če hočete zastojn, celo brez centa in brez, bom rekel, vpliva na okolje, napolniti avto, ga lahko napolnite na sončne celice. Drugač pa, kar se tiče primerjave, ki ste jih povedala, letenje 1 uro z letalom dvosedežnim, recimo Cessna 150, ki potrebuje
dobrih 40 litrov goriva, benzina na uro letalskega, ki stane nekje 3 evre, ni niti seveda primerljivo z 77 ali 78 centi električne energije za letenje 1 uro z našim električnim letalom. Veste, tukaj med avtomobili in letali je še zelo velika razlika v uporabnosti. Avtomobili nimajo praktično nobene omejitve, kar se teže tiče, letalih je to, ne. Baterije v letalstvu so drugačne kot v avtomobilih in zaradi tega imajo več težav, ampak poglejte, na tistem tekmovanju na NASIK sem prej rekel, leta 2011, smo mi zmagali s prvim in do zdaj še edinim električnim 4-sedežnim letalom na svetu. Takrat smo prepeljali 4 potnike, 600 km daleč, s povprečno hitrostjo 210 km na uro. Danes, 6-7 let po tistem, celotna svetovna avtomobilska industrija z vsem denarjem, ki ga ima za razvoj, še ni sposobna narediti električnega avtomobila, ki bi 4 potnike s hitrostjo 200 km prepeljalo 600 km daleč. Torej, da se vse. Drugo vprašanje je bilo okoli Slovenske Bistrice, oziroma kaj ste Slovenske Bistrice. Jaz sem pred par meseci spomladi predaval na srednji šoli v Slovenski Bistrici in vam moram povedati, da imate krasen kader, tudi strokovni, učiteljski, in zaradi tega je tudi dijaška populacija taka, da je prav z užitkom tam biti, in če boste kaj govorila z njimi, jih pozdravite v mojem imenu in čestite. Še nekaj je bila druga stvar, kaj ste povedali? Dovoljenje, da vas lahko citiram. Ma to me itak vsi citira. A veste, jaz sem 2 leti nazaj dobil uradni naziv največji gobec v Sloveniji. Jaz sem dobil naziv Bob leta, za tisto izjavo, vse veste, da Slovenci lažjo oproščamo lopovščino in tako naprej, tako da je lahko me citirate. Zadnje vprašanje, če je kakšna roka, sicer pa počasi pristajamo. Resnično toliko tega smo si izmenjali v teh 2 dnevih in vsi tukaj danes prisotni, pa še tisti od včeraj, ki smo soustvarjali, mislim, da smo vsi prišli do trenutka, ko je besed dovolj in ko je treba umolkniti in to malo predelati in narediti kaj dobrega iz tega. In ta odločenost bomo je že večkrat bila danes izražena in res, bomo nekaj spremenili. Velja? Velja. Iskrene zahvale vsem, ki ste soustvarjali, gospod Ivo Boscarol, obe naši panelistki, Darja, Nevenka, fotografi, snemalci, Sara, tam v ozadju, Taja, hčerka gospoda Boscarola, ki nas ves čas spremlja in nam je tudi omogočila, da smo danes tukaj. Franci, tehnična pomoč, vsi gostje iz tujine, vsi, ki smo tukaj. Prisrčna hvala, srečno po domov in vidimo se spet in takrat bomo prišteli, kaj vse smo privarčevali po eni plati in naredili po drugi. Hvala lepa.